Dragi izbrani, lepo pozdravljeni na majskem večeru. Povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si. To so večeri, kjer se z zanimivimi ljudmi pogovarjamo o zanimivih knjigah po njihovem izboru. In veselje mi je, da lahko tokrat pozdravim literarno kritičarko, filozofinjo, publicistko Ignacijo Fridl Jarc. Predvsem bi rekla pa izjemno zanimivo žensko in mislitljivo. Zato sem te povabila, Ignacija, ker te tako občutim. Dogovorili sva se, da se tikava. Tako da najlepša hvala, da si nocoj z nami in tudi vse tvoje knjige. Ne vse tvoje knjige, ampak toliko tvoje knjige. Vse tiste, ki so zdaj tu. Hvala za povabilo. Mislim, da sem ja še veliko bolj počaščena. Lepo je, če lahko spregovoriš o tem, kar te navdihuje, kar te pomaga, s čimer si pomagaš hoditi skozi vse te tegobe vsak dan, ki jih vsi vsak dan srečujemo. In zlasti je pa izbor, ki si mi ga prepustila v celoti, nekako tudi, bi rekla, moja vzporedna življenjska biografija, duhovna biografija vsega, kar sem prebrala od mladih let pa do danes. Prej so se z Ignacijo pogovarjali v pripravah na tale pogovor. Nekateri večkrat obiskujete te naše večere in veste, da so ključi izbora pri vsakem gostu, vsaki gosti malo drugačni in da prav res povej mi, kaj bereš, povem ti, kdo si, še kako velja. In posebej sem bila vesela, Ignacija, ko si mi zaupala, da kako si izbirala knjige, da si recimo pomislila, tega pa več bi morala prenesti tega in tega in tega in si potem pomislila, joj ne, to mi pa zdaj neke notranje družbene norme ukazujejo. Se pravi, da je poglavitno vodilo pri tvojem izboru, da tisto, kar se te je res pristno dotaknilo, kar te hrani, kar pristno živi s tabo, ne? Upam, da tako. Namreč dejansko je bilo kar nekaj ovir pri izboru, bomo kasneje povedali zakaj. In kar pa je, ko sem pogledala nekako korpus, ki sem si ga izbrala tokrat, sem se ustrašila in rekla, obveljala bom za popolnoma tradicionalistično bralko, ki ne spremlja sodobne književnosti, sodobne literature. In sem si rekla, moram pač ponuditi tudi kaj bolj tretji. In v tistem trenutku sem si rekla, da to ni več iskren izbor. Namreč v trenutku, ko podlegamo, tako kot si rekla, temu, kar narekuje sodobna literarna teorija in tudi sodobna recenzentska stroka, ki pogosto narekuje stvari, ki so ji ljube zaradi takih in drugačnih kanalov, no v tistem trenutku nisi več to, za kar so te knjige vzgojile. Torej, biti sam to, kar si in predvsem gledati vase, kar so nas učili že stari grdi. In pred njimi, vsaj kronološko pred njimi v tvojih in naših življenjih, pa tudi ena najbolj modrih deklic, kar jih je bilo kdaj izmišljenih, Pika Nogavička. In ko smo se pogovarjali o tem, kaj boš izbrala, je bila Pika Nogavička me takoj navdušila, večkrat je bila sicer že z nami na teh večerih, tako da sem res srečna, kako nas vedno znova navdihuje. Mislim, da sploh ne gre samo za otroško literaturo. Ampak vendarle nas nekako popelje že tudi v tvoje otroštvo k mali Ignaciji. Kakšno mesto so imele takrat knjige, kako ste se srečevali s Piko Nogavičko? Ja, zdaj bom si privoščila rahel zdrs, pa bom prekršila Horacijevo načelo, ko je zapisal, da ceni Homerja ravno zato, ker ni začel trojanske vojne opisovati ab ovo, torej od jajca in od začetka. Jaz bom malce prekršila to načelo in bom pač povedala, da nekako prva knjiga, ki se je v življenju zavedam, je Zven besed Župančičevih mehurčkov. Seveda to ni več moja originalna knjiga, ker je vsa potrgana in že v povsem drugačnih platnicah. To je knjiga mojih otrok že z novimi ilustracijami. In dejansko je moj prvo zavedanje književnosti
spomin moj prvi je na zvočnost jezika, ki ga je pa Župančič znal v teh svojih pesmih izredno izrabiti. In zato, da lahko otrok sploh vstopi v svet, ker najprej začenjamo spoznavati zvok, potem pa pomene. In se mi zdi, da je bil ta vstop skozi Župančičevo poezijo res pomemben. Hkrati pa tudi sem ga morda omenila zato, ker nekako kot odraslega pesnika, pa ga nisem toliko spremljala in mi tudi ni bil blizu, ko smo v srednji šoli prebirali Dumo, Hamburg in udarjanje in topoti kladiv in vse industrializacije družbe. No, potem pa, ne vem, ali je to naključje ali ni, se je zgodilo, da me je poklicala Nela Malečkar in rekla, da je odpadel nekdo, ki bi moral urediti knjigo o Otonu Župančiču. In tako sem čez 45 let po mehurčkih vzela v roke Župančičevo poezijo za odrasle in znova odkrivala zvočnost njegovega jezika. In mislim, da je bil največji mojster ravno v tem, kako izjemno je znal slovenskemu jeziku ne samo poiskati, ampak dati še dodaten zven. No in seveda po Župančiču je pa kmalu prišla pa Pika. Za tisto deklico, ki ste jo omenili, ki se začne počasi zavedati sama sebe, ki morda ni tako pogumna, kot bi si želela. In seveda je Pika za take deklice na moč dobrodošla. Ko so se pogovarjali, zakaj pravzaprav nekdo pade ali v tako literaturo z vso dušo, z vsem srcem, sem se spraševala tudi sama, zakaj je bila Pika tak moj velik vzor. Ne nazadnje sem imela doma vinilke, to so se plošče, majhne plošče z vsemi njenimi zgodbami. Vrtela sem jih cele dneve. Lovili smo z anteno, je moral oče tekati po hiši, da je lovil z anteno avstrijsko televizijo takrat, da sem ujela Pikine filme in ves čas samo sanjala, da bom pa nekoč šla v Pikino deželo. V njeno domovino, skratka, tam, kjer ona živi. Verjela sem, da je dejansko Pika resnično bitje. Bila je nekako moj alter ego, ampak v tem pomenu tisto, česar je najbolj meni manjkalo. In enako delamo tudi v življenju, kaj ne? Iščeš tisto, v čemer morda nisi najmočnejši. In ko sem se spraševala, zakaj neki ljudje, določeni ljudje iščejo takšno mero agresije, jo iščejo zato, ker jim manjka ljubezen. Skratka, to nasprotje vedno privlači to, kar potem iščemo. In tudi s Piko se je zgodilo podobno kot z Župančičem. Te sanje, da bom nekoč šla v njeno deželo, se niso končale in pred 3 leti sem po zaslugi moža, ki zorganiziral vse te izlete, popeljala svoji 2 deklici v Vimmerby, kjer se je rodila Astrid Lindgren in tam je izjemen park. To je nekaj hektarov parka, kjer so upodobljeni vsi, oziroma glavni liki iz njenih zgodb, iz njenih povesti, recimo Emil iz Löneberge, Ronja, razbojnikova hči, potem Erasem in Potepuh, Kljukec strehe. In to so na vsem tem izjemni površini gozdov in travnikov in vsega, so postojanke, kjer ves dan hodiš skozi ta njen svet in na neki postojanki igra lažnivi kljukec, na drugi imaš kmetijo Emilovo z vsemi prašiči, kravami, konji, kokošmi in odigravajo prizore iz nagajivega Emila, o nagajivem Emilu in seveda je tam tudi vila Čiračara. In v tej vili Čiračara sem
se ustavila tudi ob koncu. In še danes sem ganjena, zdaj govorim kar z eno ganjenostjo. Ko je zahajalo sonce, smo vse tri mahale piki, ki je odhajale, in jaz sem najbolj jokala. Tako da, to je pa ta iskrenost, ki ti ostane od prve knjige, ki te je zaznamovala v življenju. Tukaj je joka dovoljena, da je Hvala. silam to joka. No, in potem sem si seveda kupila tudi to knjigo o Astrid Lindgren in prebrala o njenem življenju. In bila, znana je ta zgodba, da je ona napisala Piko, zato ker je njena hčerka preživljala pljučnico leta 1941 in je seveda pripovedovala te zgodbe o Piki Nogavički. No, potem se je pa sama leta 1944 v neki zimski noči v Štokholmu zlomila nogo in je morala ležati. In takrat je začela Pikine zgodbe zapisovati. In Astrid Lindgren je imela sama neko zelo težko v bistvu osebno izkušnjo. Ne? Ona je pri 18 zanosila, bila obsojena tam v Vimrbijo v celotne skupnosti. Potem ni vedela, kaj bi s tem otrokom, dala ga je v Kopenhagen, tam v varstvo, sama je odšla delati v Štokholm in nabirala denar kot tajnica v različnih društvih, da je zbrala denar za karto, da se je vozila k temu otroku po cel dan, na Dansko. In dejansko ta izkušnja, ki je zelo presunljiva, mi je dala razmišljati, kako so bile tudi te družbe. Sem lahko veliko lažje začela razumevati to, kar sem tudi izbrala za današnji dan in za današnji pogovor. Ta status žensk tudi v severnih družbah in se zavedati, kako težko je bilo dejansko zaradi teh različnih družbenih norm. Ampak preden prideva tja, mogoče še večkrat ostane v otroštvu, po tvojem, kot tudi poleg vsega tega, kar si prebrala, preštudirala, ustvarila, en doktorat, zdaj že drugi v delu. Poleg tega imaš tudi 4 otroke, to moram še posebej povedati. Ampak ostala pri deklici Ignaciji, ker si mi prej začela v zaodarju še pripovedovati o neki stvari, ki je nikakor ne želim izpustiti danes, to je, da si imela svojo čarobno bukev, sem slišala. Skratka, svoj čarobni svet. Kako je to izgledalo? Druga velika sreča, ki sem jo imela v življenju, je to, da sem svoje zgodnje otroštvo preživljala v izjemnem okolju. Namreč moja 2 starša sta bila, takrat so bili učitelji poslani, pač tam učiti tja, kjer je primanjkovalo učiteljev. Sta bila učitelja in sta se znašla na Ojstrici nad Dravogradom. To so zadnji hrib na meji, popolni meji z Avstrijo, v vogalu Slovenije, na Koroškem. In tam sta poučevala celo šolo, kar pomeni 8-letko in sicer na ta način, da je mama učila recimo 1. in 2. razred, oče medtem 3., 4. Čez popoldne pa sta si izmenjevali predmete. Nekaj časa mama je učila en del otrok slovenščino, on matematiko. Tako sem imela vso svobodo. Skratka, moji starši so delali ves dan. Jaz sem imela obenem vso svobodo, kupico otrok, ki so bili v tej šoli, ves dan okrog mene. Predvsem pa izjemno naravo. In to je pomenilo, da sem s temi otroki hodila na pašnike, jedla črn koroški kruh in jabolka in res doživljala vsak delček v bistvu sveta, ki se nam nudi, od rastlinja do živali. In v bližini šole sem si pa seveda našla svojo bukev, na katero sem plezala in sanjala, da je v njej duplina, kjer bom tudi jaz kdaj našla kakšen, kot Anica in Tomaž, kakšen priboljšek za piknik. Če ga pa ni bilo, sem si ga pa seveda iz domače kuhinje odnesla kar sama. No, vse pa si ga vse našla. Krasen svet to zveni.
Zakaj se ti zdi, Ignacija, tako pomembno to sporočilo Pike, tudi za razvijanje svobodnega duha slehernika konec koncev? Predpostavljam, da tudi tvoji otroci se veliko družijo s Piko Nogavičko, ne? Ja, se zelo veliko. Fant je bolj z Emilom, z Emilom iz Lüneberge, tako da deklici pa dejansko imata Piko običajno na svoji omarici. In kot sem že omenila, je gotovo pomen Pike v tem, da je do takrat bila predvsem literatura, zdaj, če gledamo te klasične pravljice Grimmove, in to usmerjena v predpisovanje norm. Na nek način, kako ubogati, kako moraš ubogati starše, kako, če prekršiš to in to pravilo, se ti bo zgodilo to in to, ne? Kot Rdeči kapici, recimo, ali pa. Medtem ko pa moraš biti pridna pepelka, potem te bo pa princ odrešil. Ja, ko boš prebirala pepel, se ni važno koliko časa, v svoje življenje, bo pa morda prišel kakšen princ. In Astrid Lindgren si je dovolila nekaj izjemnega. Ona je dovolila otroku, da je nagajil, da je poreden, da si postavlja svoje norme v življenju. Da ne upošteva norm odraslih, pa ne zagovarjam seveda doma, da moji otroci ne upoštevajo mojih norm. Ampak vendarle pustila jim je prostor, da ostanejo otroci. Da imajo svoj svet, da imajo svoje vrednote, kot jih je imela Pika, da imajo svoje pravila življenja, da je lahko hiša tudi umazana, da je lahko greš spat tudi kdaj pa kdaj, ob nepravi uri. Predvsem pa je učila otroke izjemne moči, zlasti bi rekla deklice. Zlasti deklice in dekleta moramo vedeti, kdaj je bila napisana. In če se zavedamo te družbe, kako so Astrid Lindgren kot žensko obsojali z nezakonskim otrokom pri 18, je ženskam dajala izjemni pogum, dekletom dajala izjemni pogum. In pogum za pristnost, ne? Se pravi, da se ne ukalupimo, ampak pogum za to, da človek živi svojo pristno, avtentično naravo, tudi z naravo, tudi z živalmi, ki je povezana tudi s humorjem, to nekako imam jaz še potem na tako darilo Pike Nogavičke. Gotovo. Ampak to je darilo ravno zato, ker ohranja to otroškost v nas. Astrid Lindgren je ravno nekje, ne vem, če bom našla, zapisala, da če hočeš pisati, se spomnim, otroško literaturo, moraš najti otroka v sebi. In danes, ko jaz prebiram vse te revije, se je lepo, da odpirajo teme, razne teme, tudi, ne vem, temo spolnosti že v Pilu za 4. razred, pa temo samomorilnosti, recimo v prvih letnikih naših srednjih šol po novem in tako dalje. Ampak s tem jim ukrademo otroštvo. S tem jim ukrademo njihovo drugačnost in jih obremenimo z zgodbami odraslih. Dejansko na njih nanašamo zgodbe odraslih, ki otrok v resnici ne zanimajo. Otroke zanima njihova moč. Koliko bodo lahko oni dovolili svoji fantaziji, svoji domišljiji, da živi v svetu odraslih. In bolj, ko jih seveda s temi temami obremenjujemo, s temami odraslih, s političnimi, takimi in drugačnimi, bolj izgubljajo svojo otroškost. In seveda sodobni digitalni svet je v tem pogledu po mojem celo zelo nevaren. Kako pa ti kot mama, recimo, vidiš, na kak način je mogoče pa otrokom ohranjati ta prostor za to, da se razvijajo kot polne osebnosti, da ohranjajo svojo fantazijo, konec koncev svet nenehno vdira s temi svojimi številnimi informacijami in
Tu jaz padem na izpitu, kot dobra mati, predvsem v marsikateri stvari najbrž. Veliko lažje znam ohraniti otroka v sebi kot otroke, kot otroškost mojih otrok, tudi doma sitnarim in sem stroga in sem grozna mama. Zdaj, ko imam že najstnike, se pogosto obveljam za grozno. Vsekakor sem pa poskušala, priznam, morda se zdi to celo preveč prohibitivno in tako, prohibicijsko, ampak dejansko sem jim do 6. razreda nismo dovolili imeti mobitelov. Nismo na internet se vstopalo, ko so z geslom, ki sem ga jaz vtipkala in tako dalje. Morda zdaj, jaz sem se potem ustrašila, da bodo izpadli seveda digitalni analfabeti na nek način, ampak se mi zdi, potem jih je na nek način zagrabila obsesija, da ko so pa to dobili, da so nekaj časa, ni bilo meja, ampak vendarle se mi zdi, da je bilo to obdobje, ko smo živeli predvsem s knjigami, pa morda tudi z izleti, pa s pogovori v avtu, ko smo jih vozili na razne dejavnosti in tako dalje, da je bilo to obdobje tako dolgo, da jih je veliko bolj zaznamovalo in izoblikovalo, da jih ta digitalni svet nikoli ne bo zasvojil. Se mi zdi dragocen nasvet, tako. Se je pa nekako prej že kar spontano odprl skok na drugi kupček. Kot intermezzo bi povedala samo še tole. Pri vsaki gostu mi je posebej zanimivo, na kak način vsi goljufate. Ker jaz dam za navodilo, da naj človek prinese 5 knjig po kakršnem koli ključu in to seveda se nikoli ne zgodi. In vsak izumi drug način, tako da niti tega ne pričakujem, ampak mi je zelo zanimivo, na kak način ste inventivni in na kak način prekršite to pravilo. Jaz sem postavila 5 kupčkov, mladinske in otroške književnosti, v kateri se vse premalo govori in vse premalo strokovno govori in je dejansko v šolah v rokah tako rekoč zdaj enega samega človeka v Sloveniji, ki se ukvarja z mladinsko književnostjo, z otroško književnostjo, ki ima že Cankarjevo tekmovanje in ki predvsem nima občutka za otroško književnost, to kot intermezzo. Tako da upam, da se bo čim prej vzpostavila tudi kakšna bolj širša strokovna debata o pomenu otroške književnosti in kar bi rada tudi še povedala morda v zvezi s tem prvim kupčkom je to, da danes velja zelo nek trend, da seveda ne sme več otroška književnost ničesar poučevati. Da mora biti predvsem igra z besedo, igra z jezikom, igra vsega, dovoli vsako tematiko, da lahko vsak vse vanjo da. Ampak tudi Pika je kršila norme. Ampak vendarle je otroka vzgajala. In da vendarle je smisel otroške književnosti, da ga pelje na neko pot in moj tretji kupček recimo bo govoril o tem, kako so se tega zavedali že stari Grki, ki so izrecno, eden prvih izrekov njihovih modrecev je bil, otroke je treba vzgajati in seveda s takimi duhovnimi načini. Torej, stari Grki bodo tretji kupček, zdaj se ustavimo pri dramatiki. Drugi kupček, torej Ignacija, ti si se odločila namesto 5 knjig, 5 kupčkov. Ja. Drugi kupček... Se držala tega pravila. In to me tudi fascinira pri tebi, ta tvoj res širok, duhovni, humanistični horizont, to sprehajanje med različnimi žanri, poznavanje od poezije do romanov, do dramatike. In dramatika ti je v zadnjem času še posebej ljuba, ali sem si to narobe razložila, glede na tvoj novi doktorat, mogoče bi te povprašala še o tem, ker doktorat zveni taka stvar, ki se človek ne bi hotel nakopati v življenju na glavo, sploh pa ne 2-krat. Govorim kot nekdo, ki ga dela. Lahko je pa tudi
čudovita pot raziskovanja radovednosti, raziskovalnega erosa, to se mi zdi, da čutim pri tebi. Zato te povprašam, kam te pelje zdaj ta tvoja raziskovalna pot, kam te pelje ta tvoja radovednost, zakaj skozi dramatiko? Ja, dramatika dejansko ni nekako, bi rekla zdaj, tista zvrst, kateri sem se šele v zadnjem času vrnila. Dejansko je pa to na nek način tudi moja mladost. Namreč zdaj sem pa pri teh mladih letih, ko sem spet po naključju, ne vem, ali ta naključja obstajajo ali kaj drugega bila še absolventka in so me poklical Jani Virk in rekel, poslušaj, mi ustanavljamo časopis, takrat časnik Slovenec, jaz nimam nikogar, ki bi pisal gledališke kritike. Bila sem stara 23 let in res sem veliko hodila v gledališče, tudi z mamo, ki ga izredno obožuje v Mariboru in tudi obiskovala dramski studio v srednji šoli, ko sem bila na prvi gimnaziji mariborski. No in dejansko sem se brez vsakega znanja, pisanja gledaliških kritik, sem pa predtem že pisala literarne ocene, nekako uprijela gledališča. In je bilo to, nekaj časa je bilo gledališče gotovo moj način življenja. Bilo je obdobje, ko sem videla tudi po 60 predstav na leto, pregledala vse predstave, bila v tem obdobju v žiriji Borštnikovega srečanja, bila vedno tudi v žirijah za Grumovo nagrado, to je nagrada za najboljšo slovensko dramo leta. In res zelo intenzivno spremljala gledališko dogajanje. Ampak kot ni za vsako ljubeznijo, se je ta ljubezen v nekaj trenutkov končala. Ne bi na tem mestu nikakor ne navajala razlogov, zakaj, ampak so trenutki, ko seveda vidiš, da si prizadevaš za neko družbeno kritiko, ne zato, ker bi rad kogarkoli prizadel, kogarkoli kritiziral, ampak zato, ker si želiš, da bi sprevidel, da bi on reflektiral na nek način, kaj lahko naredi prihodnjič boljše. S čim lahko in na kakšen način lahko bolj intenzivno oplaja slovensko kulturo ali pa slovensko umetnost. In ko sem videla, da dejansko tega s svojimi gledališkimi kritikami ne dosežem, ampak sem si pridobila, kot kasneje tudi Sokrat, svojo kritiko atenske družbe, dejansko za sovražnike 3/4 slovenskih kulturnikov, sem s tem dejanjem prenehala in rekla, da se moram posvetiti svoji tretji ljubezni, tretjemu kupčku. No, ampak potem pa je prišla na nek način, ko se vrsta krog že sklenil, trenutek, ko mi je sin dejal, čisto odkrito bom zdaj povedala, ko mi je sin v nekem trenutku dejal, kaj boš ti, ko si meni govorila, da se je treba učiti. Poglej, kaj si ti dosegla s svojim znanjem, doktorat imaš, pa si pol manj pomembna od očija, ki ga nima. In je oči dvakrat bolj uspešen od mami. In v tistem trenutku sem si rekla, ne, dokazala bom svojim otrokom, da znanje je nad vse, je edina stvar na svetu, ki ti je nihče nikoli in nikdar ne more vzeti. Ker, kot bi rekel Bijan, o katerem bomo govorili kasneje, je to tisto, kar vedno nosiš s seboj. Poleg ljubezni in vsega, kar lahko še nosimo v sebi. In sem rekla, no, to je bilo nekako moje protestno dejanje in tudi sem spoznavala, da vedno manj berem, da vedno manj se prisilim v to, da intenzivno študiram, delam, raziskujem. Sem rekla, da bom pisala še doktorat iz primerjalne književnosti in ko sem premišljevala,
da bom počela nekaj, kar bo temu prostoru nekaj dalo, ker mu nekaj manjka, sem ugotovila, da na oddelku za primerjalno književnost, sploh dramatike na nek način odhodu Lala kralja ne obravnavajo več, da je tako rekoč ni. Dobro, kolegica ve, da je intenzivno obravnavajo na AGRFT, kaj ne, Klara? Ampak da je to žanr, na katerega smo povsem pozabili. In ker so mi ljubi seveda tudi stari Grki, sem se spraševala, zakaj je pravzaprav kot eden temeljev evropske literature, ena izmed temeljnih korenin evropske literature na pragu, v sami zibelki Evrope, bila dramatika. Bila grška tragedija in tako sem začutila klic, da se vrnem nazaj v dramo. Ampak to je zelo zanimiva situacija. Ponavadi se najstniki upirajo svojim staršem. Nisem pa še slišala za situacijo, ko bi mama iz upora svojega sina bila tako poredna, po zgledu Pike Nogavičke, da piše še en To se mi zdi zelo prisrčna motivacija, poleg vseh ostalih. Raziskuješ pa, Ignacija, poleg svoje ljubezni do starih Grkov, si združila tudi ljubezen oziroma zanimanje za slovensko dramatiko in raziskuješ oziroma boš raziskovala grške snovi v sodobni slovenski dramatiki. Seveda, raziskovati grško tragedijo v našem prostoru je seveda to imenitno, ker v njej so take podobe, tak jezik, taka sporočila za naš svet, da lahko od tega živiš in pišeš o tem vse življenje. Ampak vendarle, ko delaš doktorat, je tvoja naloga, da nekaj prineseš kulturi, v kateri si, v kateri živiš, temu tu in zdaj. In se mi je zdelo, da je potrebno povezati na nek način seveda neka izhodišča antike z dramatiko, ki jo imamo danes. Predvsem se mi zdi, tako nekako že v glavi oblikujem tezo, sem v nekem trenutku opazila, kako je bila grška dramatika se vedno odvijala zunaj palač. Skratka, scena je bila palača in vsi prizori so se odvijali pred palačo, na agori, zunaj, na javnem prostoru. In dejansko mi umora, medejnega umora njenih otrok ne vidimo. Sel pride povedati, kaj je storila, umorila je, ne. In skratka, vse, kar je bilo zasebno, je bilo skrito za zidove in je bilo sporočeno samo preko nekega sla in posrednika. Če pa mi gledamo prostorsko, skratka, bilo je vedno sporočeno tisto, kar se dogaja in kar je sporočeno javnosti, medtem ko posameznikovega konkretnega dejanja na nek način tistega tragičnega vrhunca drame nismo videli. In kar je pa zdaj, skratka, grška dramatika je vse temeljila na eksterierju. Medtem ko v sodobni drami smo zlezli za zidove človeka. Tako rekoč, če sem začela analizirati število dram, ki se odvijajo v zaprtih prostorih in tisti, ki se odvijajo nekje zunaj. Tako rekoč skoraj ne najdeš več sodobne slovenske drame, mislim, seveda se, ampak bistveno se prevesi tehtnica pri tistih, ki se dogaja za zidovi in to se seveda dogaja s tem premikom človekovega razmišljanja o človeku, da se psihologija začne raziskovati to, kar je nas skrito, naše nezavedno in zato tudi drama leze skozi okna in vrata v popolno človekovo intimo, na tej prostorski ravni. To je tudi dober uvod, prej si že omenila Ibsena.
in prinesla si njegove drame, so na kupčku kar 3, vse te 3 klasične, ne, Nora stebri družbe, strahovi. In prej si že omenila v bistvu, da te je ta zgodba Astrid Lindgren tako na nek način prizadela tudi osebno, če sem prav začutila v tem smislu te njene izobčenosti, kakšen je bil v bistvu položaj žensk takrat, iz kakšne ranjenosti ona tako pogumno potem vzgajala Pike Nogavičke. In da si preko tega tudi lahko razumela, kakšen je bil svet, ki je tako mojstrsko prikazal Ibsen. Ja, dejansko se mi zdi, da čeprav sem bila prej, kot sem omenila, v številnih žirijah in tako dalje, se mi zdi, da šele res sem nekako dramsko odrasla v zadnjem času, ker šele neke življenjske izkušnje ti pravzaprav dajo razumevanje dramatike. Ne? Ti moraš imeti eno bisago, nek prtljago izkušenj, da sploh znaš razvozlavati. Prvič, da znaš razumeti dialog, da nisi več seveda samo v svojem napihnenem jazu, ne živiš kot v mladih letih. In drugič, da znaš razvozlavati vse te detajle, premike, konflikte med ljudmi, da jih znaš reflektirati. In gotovo mi je Astrid Lindgren, seveda tudi Ibsen izhaja iz istega skandinavskega okolja, ne? In Astrid Lindgren mi je na nek način dala predvsem razmislek o tem, kako kruto in kako hudo so se morale boriti ženske, zato ker se nam danes morda v tem prostoru zdi samoumevno. Sem rekla, kdor bo rekel, joj, prinesla Ibsena neke stare meščanske drame, kritiko meščanske družbe, ta družba je preživeta, ta družba je vse. Ne, Ibsen nam tako s svojim življenjem, kot vsem, kar se je z njegovimi dramami dogajalo, ker si je pač dovolil opisovati, ne, na nek način prehajati te družbene norme, da je moški tisti glavni, ki v družini odloča, da si zato lahko privošči tudi razne ljubice, da si lahko privošči tudi razne goljufije, medtem ko si pa Nora te goljufije v prid svojega in iz ljubezni do svojega moža kot ženska ne sme. Ne? Danes se nam take stvari zdijo nepomembne, minorne morda, ampak naj povem samo 2 podatka. Recimo, Ibsen je zelo veliko preživel potem v tujini. Njegove drame so bile izredno raztrgane na začetku. Kaj si ta misli? Ta bo zdaj rušil naš red, kaj se je vse jasno. Ženske sploh ne razmišljajo tako, ne? In dejansko, ko je igralka prvič igrala Noro na odru, je v trenutku, ko je morala zapustiti svoje 3 otroke, tako je bilo takrat to onstran neke sploh družbene norme, je v tistem trenutku omedlela. Ker enostavno ni mogla odigrati te situacije, ker je bila tako družbeno tako nesprejemljiva tudi eni igralki na odru. In ta razkrinkavanje, te lažne morale, ki jo je Ibsen svojo dramatiko pa res intenzivno načel in tudi njegov pogled na ženske, ne, pustiti pravico ženski se odločiti, ženski, ki končno spozna, ne, da njena vloga ni vloga lutke ob možu kot Nora, je opravil izjemno delo. Je za žensko gibanje opravil izjemno delo. In pred kratkim sem gledala tudi film Sufražetke, v katerem igra tudi Meryl Streep. In sem se šele ob tistem filmu zavedala, koliko milijonov žensk je moralo biti v zgodovini ponižanih, posiljenih za stroji od svojih delodajalcev, pretepenih od mož in niso imele nikoli glasu.
sem si rekla, v bistvu je tudi naše poslanstvo danes, da v čast tem ženskam, v spomin na njih, vendarle imamo svoj glas. In to se mi zdi, da je Ibsenova velika zasluga, da je ženskam ta glas vsaj dal. Veliki feminist, včasih tudi pravila. Ob tem razmišljam o pravzaprav globokem vplivu, ki ga lahko ima literatura, lahko ima kultura, ne? Preko tega, da neke stvari prikaže, izpostavi. Ja, literatura gotovo je njena vloga v tem, da na nek način spreminja družbo. Čeprav spet se bom ustavila pri sodobni, priznam svoja tradicionalistična stališča, ampak se bom ustavila pri tem, da danes ves čas išče umetnost nekaj novega, nekaj drugačnega, nekaj prebojnega. Ampak v tem iskanju, da bo ves čas v trendu, podlega tipičnemu modelu sodobne kapitalistične družbe. Ponujati ves čas novo, prodajati ves čas novo in na tak način ne kritizira tega sistema. Na tak način ga ta literatura oplaja. Ker tudi sama v bistvu sprejema te njegove mehanizme in jih tudi sama deluje po principu teh mehanizmov. In zato je ta obrat morda neki klasični zgodbi, klasičnemu neki literaturi iz zgodovine tako zelo pomemben, da vidimo, ker lažje reflektiramo, na kak način so pa oni presegli družbeno normo. Ne na ta način, da jim je bilo dovoljeno vse, ampak na ta način, da so bili kritični do družbe. Torej, mi bi morali biti kritični do temeljnih modelov sodobnega kapitalizma. Bi morala biti kritična umetnost in beseda, če bi hotela spreminjati. Do tistega, kar nas dela za ujetnike, za majhne, se mi zdi, da za ujetnike te podganje dirke. In ravno zadnjič sem razmišljala, kaj mi je recimo osebno dal študij filozofije. To me pa zanima. Ja, tudi na študiju filozofije sem te prvič poslušala, to je bilo nekaj let nazaj, nobena od naju, zdaj se ne spomnim točno. Ko si imela zelo zanimive seminarje o Platonu, ki si ga takrat študirala in delala doktorat. Zadnjič zdaj sem pozabila, to rekel, ampak nekdo iz antike, ampak mislim, da iz helenizma, ko ga je nekdo vprašal, kaj mu je dala filozofija, je rekel četrtinko Boba in brezskrbnost. Jaz se še ne morem pohvaliti z brezskrbnostjo, ampak zagotovo prav knjiga, ki je na vrhu tvojega kupčka, to so Poslednji dnevi Sokrata, s tem likom Sokrata, s to pokončnostjo, mi je dala vzor tega, kaj pomeni svoboden, prostran duh, kaj pomeni notranja svoboda. Se pravi, ne svoboda tega, da lahko me moj in moje želje, moji goni vodijo skozi življenje neovirano, ampak resnična svoboda, ki je ni mogoče si podrediti, ki jo človek lahko ohrani tudi v najhujših situacijah, ko je zaprt, ko je obsojen na smrt, kot je bil Sokrat, ta veličina duha. In se mi zdi, da so me recimo te veliki filozofi navdihovali v to smer, da je to možno in kazali neke horizonte drugačnega mišljenja, preizpraševanja tega, ker je danes v tej podgajni dirki, pa pravzaprav v podgajnih dirkah in semnih ničevosti vseh časov bilo nekako smatrano za normalno. To je tak. Ja, omenila si semen ničevosti vseh časov, dejansko seveda na nek način bom jaz malce idealizirala to antično filozofijo zaradi svoje velike ljubezni. Ampak gotovo, seveda, če vemo, antična družba je bila
zelo nedemokratična, pa se jim je zdelo, da so v Atenah vzpostavili demokracijo, ki pa je temeljila na služno-lastniškem sistemu, vendar le še vedno na nek način. Ampak, če pustiva to ob strani, druga pomembna točka, ki si jo omenila zdaj v svojem vprašanju, je vprašanje svobode. Dejansko danes razmišljamo, da je naša svoboda v tem, da si lahko vse privoščimo, vse povemo, da lahko vse storimo, da je to naša pravica, ampak seveda, ko mi vzpostavimo ta brezmejni jaz, ki nima več meja, te jaz ne pusti sobivati ob nas še drugemu. Temu ti, ki bi moral vendarle obstati, če hoče obstati tudi moj jaz, ker samo v družbi in v neki skupnosti lahko preživi človeštvo. In če se zdaj vrnemo nazaj k svobodi, kakor so jo pojmovali prvi grški filozofi, prevajala sem tudi tale predsokratike, bila sem ena od prevajalnicev, in tu so v teh zbirkah so prve misli grških filozofov. Prvih grških filozofij je bilo 7 modrih. To so prvi zapisi njihovih izrekov in vsi izreki, enega sem omenila že prej, to, da je otroke treba vzgajati, vsi izreki so na nek način njihovi napisani oziroma bili izrečeni z željo, kako naj bo človek srečen. Torej, kako naj se tudi počuti na nek način svobodnega, kako naj bo srečen. In vsi izreki, ki govorijo o tem, kako naj bo človek srečen, so napisani tako, da človeka zamejujejo. Da omejujejo njegov jaz. Skratka, bodi ponižen pred Božjo podobo, bodi spoštuj starše. Eden najbolj znanih izrekov je seveda metron topan, torej mera je vse. Mera, imeti pravo mero. Mera pa pomeni odmeriti si prostor tvoje svobode tako, da ob tebi lahko sobiva še drugi. In Platon je to pojmovanje svobode na nek način najbolj izrazito nakazal izmed vseh filozofov. Zakaj? Ker je vsi njegovi spisi, vsi njegove filozofske razprave, razen apologije, kjer je napisana, kako se Sokrat zagovarja na sodišču in je seveda izražena v monologu, vse njegove razprave so napisane kot dialog. Jaz, ki se pogovarja z drugim. Jaz, ki se sprašuje in pusti drugemu, da odgovarja. Jaz, ki spremeni svoje mišljenje zato, ker ga drugi popelje svojo zgodbo, svojo mislijo na drugo še neznano pot. In dialog je tisto, kar smo seveda mi danes povsem pozabili in pri Platonu je tako razumevanje temeljno in bistveno. In kje še pokaže Platon mejo svojega jaza? Kako neizmerno si je to pravo mero znal postaviti. Vsi Platonovi spisi, v nobenem Platonovem spisu ne piše on sam, ne govori on sam. Omenjen je pravzaprav samo v enem, ja pa zraven je bil tudi Platon ob Sokratu, ko je živel v Ječi, pa zraven je bil tudi Platon. To je vse po sebi omeni. Vsi njegovi del, v vseh spisih govori njegov učitelj. Učitelj Sokrat. In na tak način, ko odvzame avtor besedo samemu sebi in da govoriti drugemu, kako neizmerno pokaže, kako ni potreben ta avtorski jaz za to, da nagovoriš ljudi. In seveda tudi on na ta način, ko da govorico svojemu učitelju, da tudi vedeti, njegove besede so bistvene, ne moje. Bistvene so naše korenine. Bistvena je duhovna misel mojega očeta, mojega duhovnega očeta. Bistveno
je mišljenje duhovnih očetov in temeljno je spoštovanje tega, kar smo spoznali od tistih pred nami. Ne. Kaj pa duhovne matere? Ja, dejansko sem seveda zdaj zaradi Sokratove osebnosti to predvsem stavila ampak ne nazadnje se je Sokrat sam to svojo metodo poimenoval za babiško metodo, ne? Torej si je na nek način dal to vlogo biti zraven pri vsakršnem rojevanju, ne glede na to, ali si zdaj fizično moški ali ženska, je na nek način to izrazil. Ta prispodoba se mi zdi čudovita, mogoče še za nefilozofe jo še pojasniva, ne? Da Sokrat vidi vlogo sebe kot filozofa v tem, da pomaga drugim pri rojevanju duha in pri razvijanju duhovnih kvalitet. Danes nam pravzaprav manjka takih modrih vzornikov, modre prisotnosti ljudi, ki bi pomagali našemu duhu zoreti, ali se ti zdi, da ne? Ja, modrih vzornikov nam ne manjka, ker imamo vse zgodovino. Seveda 2000-letna zgodovina nam je pustila toliko, da nam ničesar ne manjka, še več, 2500-letna, če gledamo grško kulturo pod neko zibelko Evrope. In imamo vsega dovolj, samo mi ne slišimo več. Mi izza teh absolutnega prostranstva svojega jaza ne znamo več prisluškovati drugemu. Ne znamo več prisluhniti svoje tradiciji, ne znamo prisluhniti temu, iz česar se je Evropa opajala, rastla, se rojevala. In ko pozabiš na svoje lastne korenine, izgubiš svojo kulturo. In tega se pravzaprav najbolj bojim v prihodnosti. Ignacija, kaj pa je tebi dal študij filozofije? Jaz sem študirala filozofijo v drugih časih kot ti, vendar sem nekoliko starejša, ne? In moram reči, da to so bili kar težavni časi, ker polovico študija filozofije so bili marksistično predmeti marksizma, tudi Stalinove knjige, Leninove, vse smo morali še prebirati, ne? Kot verodostojno filozofsko gradivo. In takrat sem seveda z muko gledala na to. Bila pa sem pridna študentka, pa sem vse prebrala, ampak vedno bolj, ko pa zdaj nazaj reflektiram vse to svoje nekdanje znanje, kar je pisal Karl Marx, sem pa vedno bolj osupla, kako do v bistvu je vendarle razpoznal delovanje tega kapitalističnega sistema. In kar z grozo ugotavljam, kako je res, on je tam uporabil prispodobo, da mora biti filozofija ne več Minervina sova kot pri Heglu, ki vzleti potem, ko se nekaj zgodi, potem pa filozofija to kot sova, ki šele po noči vzleti, a ne premišljuje. Ampak je imel prispodobo Marx, kako mora biti filozofija petelin. Torej, prva tista, ki kirika o spremembah družbe, o vsem in tako dalje. Ampak vseeno sem v tem pogledu bila presenečena, kako je tudi sam nekako globoko zrl že ta sistem vnaprej, kam pelje in kako pelje, in po kakšni logiki oplajanja kapitala pelje. Tudi tega monopolnega združevanja kapitala. Seveda pa ni mogel predpostaviti tega, v kar se je kapitalizem preobrazil danes, ki je nekak finančni monopol velikih in je seveda povsem neprepoznavno, kdo je pravzaprav tisti glavni vir moči, ker se je iz tega posamičnega, močnega podjetja to preneslo na neke čist mednarodne, svetovne finančne trge. In smo mi v tem pogledu neka mala Slovenija in tako povsem nemočni. Kako te osebno obvlada? Kako si se srečala s starimi Grki, zaljubila vanje? Kako te tukaj danes osebno obvladajo? Ja, v 3. letniku srednje šole sem odpotovala v Grčijo s sošolci. Seveda
z obljubo, da bomo to potovali z vlaki, pa seveda nismo potovali z vlaki, takrat je bil štop in vse to zelo aktualno. In ker smo imeli malo denarja, smo spali pod zvezdnatim nebom. In najprej smo imeli kar nekaj zabav na teh plažah, potem pa sem neko noč ležala pod zvezdnatim grškim nebom in zrla tiste zvezde in so me nagovorile in mi povedale, to je prostor, kjer se moraš najti. To je duh, ki te kliče, ki te išče, ne boste verjeli. In dejansko Kant zapiše v svoji kritiki praktičnega uma, tam zapiše ta moralni zakon, Kant nekje zapiše, da sta glavno čudenje človeka, sta zvezdnato nebo nad nami in moralni zakon v nas. To sta dve stvari, ki se jim mora človek čuditi, torej se v njih nenehno spraševati. Ta grški čudenje, haumaze jim pomeni spraševanje o tem, zakaj je zvezdnato nebo nad nami in zakaj mora biti moralni zakon v nas. In dejansko sem tudi sama ležala pod zvezdnatim nebom in se mu čudila in se tako začela pogovarjati z Grki. No, sem pa dejansko v tistem prostoru, ko sem hkrati pa zrla seveda tudi ruševine vse te kulture, dejansko, kar je ostalo od starogrške arhitekture, rekla je, na nekaj pa Kant pozabil. Pozabil je pa na to, na eni strani je poveličal človeka, ki si vzpostavlja neke zakone, ki seveda mora biti čim bolj obči, torej zajeti res celotno skupnost, kar je v kritiki praktičnega uma zapisal ta kategorični moralni imperativ. In po drugi strani je zrl tisto, kar nas presega, skratka nebo. Jaz pa sem zrla še te ruševine in se rekla, vidiš, to je pa tisto, kar nebo in človeka povezuje. Da je pomembno tudi to človekovo spoznanje, ta refleksija, da je vse danes v ruševinah, da je minljivo, da smo le začasno poslani na ta svet in da se te svoje minljivosti in majhnosti moramo in v odnosu do narave, ker poglejmo, kaj danes počenjamo z njo, in v odnosu do sočloveka zavedati. Tako da to je bila nekako prva izkušnja grštva, potem pa je bilo seveda temeljič tudi, sem študirala potem zraven še starogrščino, da sem se lahko začela ukvarjati z grško filozofijo in dejansko sem potem se lahko začela najbolj intenzivno pogovarjati s Platonom, ker s Platonom se lahko pogovarjaš. Medtem ko Aristotel, ki je pa filozof, ki ti pa ukazuje na nek način. Njegova filozofija je točno natančna, vse predpiše. Njegova filozofija je prva in absolutna, napiše Hekrote filozofija, skratka, od tu dalje vse izhaja. Prva njegova teza je na nek način aksiom, ki ga ne moreš ne spremeniti, s katerim se ne moreš pogovarjati, samo izhajaš lahko iz njega naprej. In potem sem odkrila tudi ta zelo zanimiv fenomen, znan je ta Aristotelov rek, Amicus Platos, et magis, ljub mi je Platon, še bolj pomembna mi je resnica, je rekla, sed prehonoranda veritas. Nisem se mogla spomniti. Skratka, Aristotel, če smo govorili, kako je Platon cenil svojega duhovnega učitelja Sokrata, da mu je pustil spregovarjati v svojih verih, Aristotel je rekel, ljub mi je Platon, ampak moja resnica, resnica tista, ki jo on odkril v svoji filozofiji, mi je ljubša in na tak način vzpostavil to avtorsko filozofijo, ki smo jo priča še danes in vzpostavil vsak filozofski sistem do Hegla kot absoluten, popoln, najbolj pomemben do tistega zgodovinskega trenutka. In na nek način dal hrano evolucionizmu, ki ga živimo vsi danes v duhovnosti in v znanosti. Biti v
ves čas drugačen od svojega učitelja. Biti vsak trenutek nekak nov, ga preseči, ga skritizirati zato, da boš ti boljši. Ne? To je ta evolucionizem, ki nas žene in ki je, se mi zdi, zelo nevaren. Kdo so tvoji učitelji, Ignacija? Moji otroci največji učitelji. Mislim, da moji največji učitelji doslej. Potem pa takoj Platon. Mislim, da sem se res od njih največ naučila, ker so tako zelo nepredvidljivi, da moraš res ves čas spreminjati situacije in vzpostavljati dialog. Kako lepo, kakšna lepa povezava teh visokih duhovnih parnasov in iskrive vsakdanjosti. Ignacija, zdi se mi, da bi na tem kupčku sicer lahko ostali nekaj let tukaj pri Sokratu, nekaj let, desetletji ali celo življenje, ampak vendarle, ker danes malce okušamo te različne svetove, v katere nas popelješ, greva zdaj še na naslednji kupček, pa si ta bo zadnji. Najbolj osebni kupček bo najbolj zadnji. Tukaj na temle kupčku, četrtem po vrsti, se je nabralo pa veliko različnih romanov. Že samo teh romanov je 5, tako da samo en kupček in za celoten seznam. In so raznoliki, tako da predlagam, da mogoče se ga kar lotiva po takšnem vrstnem redu, kot se ti zdi primeren, naraven in ustrezan glede na tvoje prerazločitve. Torej, začne se s Hesejem. To so gimnazijska leta, seveda skoraj vsak je začel v tistih naših letih prebirati Heseja. In jaz sem bila res izredno rada, sem se učila. Najbrž so mi to dali starši kot učitelji, to željo po znanju vsak trenutek. No, tam na tej šoli smo imeli tudi izjemno knjižnico, to sem pozabila prej na začetku povedati, je bila zelo velika knjižnica, šola je bila v soboto in nedeljo prazna. In sestra smo šli v to knjižnico, listali atlase, prebirali knjige, vse je bilo tam na razpolago, ker je bila to knjižnica tako rekoč za celo vas, ne samo za otroke. In se tega spominjam zelo. No, potem smo se preselili v Maribor in sem jaz obiskovala Mariborsko gimnazijo in moj prijatelj Tine Derm, ki je veliko bral, danes je profesor umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti, mi je prinesel Heseja in rekel, midva sva taka študiozna tipa, veš, je nevarno, da se zlomiva od tega prevelikega želje po znanju in učenju. In mi prinesel tole knjigo Hermana Heseja Pod kolesom. In jaz sem se tako zelo intenzivno vživela v njo, pripoveduje namreč o zelo nadarjenem dijaku, učencu, ki je šel v internat, to strogo, seveda skozi klasični šolski sistem in se učil, se trudil z latinščino, garal, vse in vendarle ni zmogel. V nekem trenutku starši, župnik, vsi so seveda zelo podpirali to, da je to njegovo genialnost, ta pa bo nekoč zelo moder in se je pod tem sistemom učenja v nekem trenutku zlomil. In potem preživel zelo nepomembno življenje naprej, razočaral seveda vso svojo okolico in družbo in postal neko nepomembno bitje. Takrat moram reči, da me je ta tekst zelo prizadel, no, potem pa sem ugotovila, da morda ni seveda točno tak, da se zlomiš v samem šolskem sistemu. Da pa je gotovo nakazal neko življenjsko pot mi, da se slej ko prej zlomiš znotraj neke družbe. Da se ti zalomi znotraj neke družbe, nekih lobijev, nekih interesov, ki ti bodo vedno na nek način omogočili, da ne boš dosegel tistega, kar si želel. In seveda zato sem tudi temu, tej zgodbi Hesejevi pridružila še tudi Kafkove romane in Jančarjeve romane, Galjota, Severni sij in Kafkove romane, kjer vsi junaki na nek način v različnih zgodovinskih obdobjih, Galjot se dogaja v 17. stoletju, Severni sij Jančarjev se dogaja v
pred drugo svetovno vojno v Mariboru in tako dalje, ampak vsi na nek način izpričujejo to nemoč malega človeka pod kolesjem zgodovine, družbe, družbenih interesov in to njegovo popolno življenjsko kaotičnost, ko poskuša, kot bi rekla Antigona, ki me je tudi izredno ljuba drama, Smoletova Antigona reče, za vsako misel poskušam najti smisel. In tudi taka imenitna besedna igra, za vsako misel poskušam najti smisel in nekako tako je tudi naše življenje. Za vsak trenutek poskušamo najti smisel, pa nam vsi ti romani govorijo, da ga seveda večinoma nikoli ne najdemo. Zato, ker so ti družbeni norme, predvsem družbeni interesi, ta moč oblasti, take in drugačne politične, ne? Tu ni romana To noč sem jo videl, ki na nek način tudi podobno Jančarjev opisuje o moči oblasti, ker je ta seveda vedno močnejša od posameznika. Seveda se ne bi rada identificirala s tako na nek način skoraj tragično podobo vseh nas, ki smo ujetniki te družbe. Moram pa reči, da me skrbi za to, ker je ta podoba pa zelo resnična. In si pred njo ne gre zatiskati oči, ne? Pa vendarle, mogoče, če poskušamo najti smisel tudi o tem, pa če v navezavi na očete Grke, pa vendarle je tudi sredi kolesja mogoče ohraniti živega duha. Kaj se ti zdi kot nekoga, ki v tebi vidim zelo živega, zelo radovednega, zelo raziskujočega, razmišljujočega, smisel iščujočega, svetlobe obračajočega se duha? Drži. To, da je naše spoznanje pravzaprav, da tudi ti romani govorijo, da je stanje, v katerem je človek kot posameznik dejansko tako, še ne pomeni, da zato obupati in kot nas, ker res sem ziritirana od tega naslova letošnjega maturitetnega in da bi zato morali seveda razmišljati in pisati in brati knjige, predvsem z vidika njihove suicidalnosti, njihove moči nagovarjanja k samomorilstvu in podobno, ker dejansko to sploh ni bistvo ne Bartolovega Alamuta, ne Huxleyjevega krasnega novega sveta, ampak nam hočeta pokazati ravno to, kar Marx, kar nam hoče pokazati Jančar, da je ta družba, seveda, da je moč te družbe, da je moč te oblasti izjemna, ampak da če jo reflektiraš, si ti lahko še vedno kot posameznik ohraniš sebe čistega. In tu smo spet pri starih Grkih. Dajmo o tem več reči, da se mi zdi to sporočilo nujno. Za vse nas, posebej za tiste, ki, no tukaj bi si pa drznila misliti, da smo tukaj vsi, ker smo se tukaj zbrali, ker se ponavadi zbiramo na takih dogodkih, drugi se na kakšnih drugačnih, se pravi za tiste, ki smo morda bolj občutljivi, bolj senzibilni, bolj razmišljujoči, bolj refleksivni duhovi, ki ni, da bi družba ravno podpirala tak način bivanja in gledanja na njo. Pa se mi zdi zelo pomembno, da drugega opogumljamo, spodbujamo v tem, da ohranjamo svojega duha. Ja, seveda nekaj ohranjanja svojega duha, to je ta čistost duše, o kateri ste govorili, ki jo poskušaš ohraniti, nekaj pa tudi zvezdnato nebo nad nami. Dejansko Grki so govorili o tem, seveda tudi Platon je dejansko zagovarjal tezo, da smo na nek način je duša poslana na ta svet in tu mora preživeti to svoje življenje on je celo rekel, tej ječi telesa, mora preživeti svoje življenje in zato mora preživeti to svoje življenje tako, da je pravzaprav njeno življenje priprava za smrt. Prav to je dejal, da je življenje priprava za smrt. Torej, to pomeni, da človek vendarle verjame,
in gleda lepoto zvezdnega neba, da vendarle verjame duša, da je nekaj, kar presega to človeško, to zemskost, to moč oblasti, o kateri družbe, o kateri smo govorili, in da vendarle moramo svojo dušo zato ohraniti čisto, ker ne vemo, kot je rekel tudi Pascal, to je ta znamenita njegova stava, če misliš, da ni Boga, če misliš, da je Bog, ne boš ničesar izgubil. Če misliš, da ni Boga, boš pa lahko nekaj izgubil, če Bog je. In da dejansko vendarle verjamemo v to, da ima naša duša še neko drugo poslanstvo in življenje tam na zvezdnem nebu. In zato je bilo pri Platonu ena najlepših podob v Platonovi filozofiji je seveda iz Phaedrusa, ko opisuje, da je duša ima dva konja. Enega, ki je povsem neubogljiv, ki vleče navzdol, ki sili navzdol, in drugega, ki se vzpenja k soncu. To sonce je luč, zvezda, karkoli, je bila zame vedno podoba tistega, kar presega človeškost. Lahko je to resnica, Božja podoba resnice, karkoli. In na nas pa je, da smo kočijaži. Da znamo tega konja, ki drvi v to blato užitka, navzdol, v to zemskost, da znamo tega konja tako ukrotiti, da bo vendarle dovolj ukročen, da bo lahko ta konj, ki hoče in ki se hoče vzpenjati, se lahko vzpenjal proti soncu. In sama imam tudi duhovne misli na radiju, Slovenija, včasih zjutraj, in eno izmed duhovnih misli sem imela ravno o tem, kako danes vsi kritiziramo. Vse se ne da nič narediti, ne moremo nič storiti, najboljše, da še jaz malo vzamem, vsi kradejo, zakaj ne bi še jaz malo in tako dalje. Ampak s tem smo postali enaki tistim, ki jih kritiziramo, nič drugačni. To, kar lahko mi naredimo, je, da sebe ohranimo čiste, da sebe ohranimo drugačne in da imamo kot pika pogum, da smo takšni. Ne glede na vse zunaj in temu zunaj navkljub. Da bi duša ostala čista, da bi prst ostala čista, je pa naslov pesniške zbirke, ki je na zadnjem in najbolj častnem kupčku. Ja. Napisal jo je Jan F. Jarc, ki ga poznaš, ne? Ja, ne vem, če ga poznam. Mislim, da ga še ne poznam in da bo potrebno še veliko, veliko lepih let, da ga bom spoznala. No, dejansko je bila ta izbira najtežja. Iskreno priznam. To je zbirka, ki jo napisal moj mož. Išla je pri Beletrini, doživela tudi zelo lepe odmeve. In sem rekla, ko se vendarle ne morem zdaj predstavljati tukaj njegove poezije, bodo mislili, da je to zdaj 5 minut za EPP oziroma marketing ali promocijo ali karkoli. In bolj, ko sem iskala, sem rekla, to je to, kar jaz pojmujem kot poezijo. Jaz ne morem izbrati nekaj drugega. Že naslov, da bi prst ostala čista, pove, kaj hoče ta poezija doseči. Oziroma, kaj hoče ta poezija ohraniti. Da ko mi naredimo črto, ko zapišemo besedo na bel papir in ga na nek način umažemo, kako zdaj s to pesniško besedo vendarle še vedno izpovedovati čistost, belino, lepoto. Danes je vse preveč literature, ki govori o agresiji. Zadnjič mi je ena kolegica celo rekla, je bila na nekem festivalu in je ena deklica, ko so šli po šolah, vprašala, pa zakaj je v literaturi danes vse tako agresivno, vse tako črno, polno nasilja, otroci so siti vsega tega. Mi pa še kar menimo, da so računalniške igrice na tak način v trendu. In da še kar moramo s tem vzgajati otroke.
Zato, ker je to interes nekega kapitala zadaj, ki na tak način vzgaja ljudi, da jih bo kot v Huxleyjevem krasnem novem svetu potem lahko z njimi manipuliral. In dejansko je v tej pesniški zbirki je tudi vse to spraševanje vsem tem, kar nas presega, in hkrati tudi izrekanje tega, kar je ta naš svet, ne? Utrujajoč, menjajoč nenehno prostore, v neki pospešeni naglici, nenormalni inflaciji besed, v nenormalni inflaciji dejanj, v nenormalni inflaciji informacij, v kateri se mi na koncu povsem izgubimo in si zaželimo, da bi bili sredi narave, na domačem vrtu. In morda je najbolje, da pesnika prosimo, da prebere. Ker imamo to blagoslov, zdaj, da je tudi avtor z nami, si lahko v koncu privoščimo avtorsko branje poezije, da malo popestrimo to. Ja, mož more sledniti ženi in mu izberejo obljubo svoje. Ta prva je ta, ki smo govorili. Zdaj pa samo vprašam se, še kdo je izbral zdaj to, kar naj avtor prebere. To je, si izbrala ti, Ignacija. To je večer, tako da se temu tudi pritiči. Zadovoljen sem. Potujem od Chicaga do Olanije, zapiram knjige in puščam za seboj tuje besede. Kovčke pakiram zjutraj in jih odpiram zvečer. Na blagajnah mi menjajo stotake za nekaj ur vožnje. Obrazi se vrstijo z vedno bolj potnimi rokami. Menjamo brede z novimi obrazi, z novimi vonji. Nekje sredi zračnih mehurčkov pozabim, zakaj potujem. Velik napis na izhodu me spomni na mojo nalogo. Nervozen šofer svojo prvo pot opravi z napako. Kovček za moj nastop je pozabljen. Črn obraz in bele oči mi ga vrnejo sredi noči. Hočejo me očarati, pošljejo me v King Room. Od tam čim prej odidem, ker jih ne potrebujem. Kupim si tikov ležalnik, da bo zdržal dež in sonce na domačem vrtu. Prosim, pozabite me tu, zadovoljen sem. No in druga pesem je pa ravno o tem, kar smo pravzaprav govorili ves večer, da je treba vendarle verjeti in da je nad nami zvezda to nebo in iskati to presežno, kakorkoli ga že imenujemo. Naj bo to naša duša in njena čistost, naj bo to resnica, ki jo iščemo, naj bo to poimenovano Bog, kakorkoli in s katerimkoli imenom je vendarle tisto, kar nas žene, da ustrajamo tudi v takem svetu. Nisem poznal svojega imena, ko si tiho položil roko na moje čelo. Nekaj kapljic vode za nekaj mojih krikov se je globoko utrlo v telo. Bila sva sama, globoko pogrezena v starodavni sen, ki si ga prinesel od očeta. Najine poti so se križale, držal si obljubo in razdelil svoje ime. Potopil začetek, v prvi krik. Jaz sem odhajal in prihajal. V dolgih letih, ko je nebo 1000-krat menjalo svojo podobo, sva si delila samotne večere. Tvoje stopinje niso puščale sledi in veter ni razgalil tvojih vonjev. Zdaj sem miren in čakam jesenski dež. Hvala. Najlepša hvala, Jan Jarc. Hvala. Jesenskega dežja imamo pa pomladni dež, zato imamo zadnje. Čudovito. Ignacija, se mi zdi, da to tako lepo sklene, ta krog. Da moramo nekaj govoriti. Ker poezija se mi zdi, da razpira tišino, ki nas tudi pomembno hrani. Zato bi se ti še enkrat od srca zahvalila za vse svetove, v katere si nas popeljala s svojim izborom in za zvezdno nebo, ki se razprostira nad vsemi njimi. Hvala tudi vsem vam.
za vašo pozornost, da smo bili danes skupaj. Prihodnjič se vidimo 1. junija, ko bom o njenih knjižnih popotovanjih spraševala prevajalko Suzano Kuncut. Ogledali si bomo francosko literaturo, pa literaturo magrebskih avtorjev, pa kaj je novega na tem nebu. Tako da prisrčno vabljeni, če imate čas. In še enkrat hvala in vabljeni k druženju še v neformalnem okviru. Hvala. Hvala.